Lep dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Dober večer smo rekli in kar nekaj takih, ki že na začetku upajo, da bo večer res dober in da bo dosegel svoj namen. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Televizija Slovenija in Radio Ognjišče smo veseli vaše pozornosti in upamo, da bomo veseli tudi vaših darov, ki jih boste namenili bolnikom, obolelim za rakom. Lepo pozdravljeni vsi pred radijskimi sprejemniki in televizijskimi zasloni. Dober večer pa tudi vsi naši gostje v studiu 1 Televizije Slovenija. Nocoj namreč ne bomo govorili samo o tistih senčnatih plateh življenja, o boleznih. Z nami so člani Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Prinesli so nekaj pozitivne energije v oranžnih majicah. Lepo vas je videti. In med njimi je tudi nekaj takih, ki so premagali raka. To so naši zmagovalci in zmagovalke. Ljudje se radi sprašujemo venomer si sebi in drugim zastavljamo vprašanja, nocoj nikar. Ne sprašujemo se, zakaj, čemu, zakaj je to potrebno, zakaj tako, lahko bi bilo drugače. Ne, nocoj skušamo prisluhniti tistim, ki so oboleli za rakom in vedo, kakšne so razmere in vedo, zakaj potrebujejo tudi našo pomoč. Podajmo jim roko in tisto, kar sicer v tem svetu pride prav. Nocoj bomo pomagali tistim, ki se borite z rakom. Zbirali bomo sredstva za Onkološki inštitut za stavbo C, ki je v nezavidljivih razmerah. Veste, prenatrpane sobe, dvigalo, ki prevaža vse od bolnikov do hrane, slaba izolacija, poleti je prevroče, pozimi premraz, slaba oprema, da ne naštevamo vseh težav, s katerimi se soočajo prav tam. In to je okolje, kjer naj bi okreval človek, ki premaguje zelo težko bolezen. In zato smo nocoj skupaj, da bi zbrali darove, ki bodo omogočili prijazno bolnišnično okolje, bi se reklo napoučeno, ki bodo omogočili prijazno streho nad glavo tistim, ki jo potrebujejo. Za vse tiste, ki želite pomagati, bosta ves večer odprti 2 telefonski številki. Torej 01 512 25 00 in 01 472 0011. To sta številki, na kateri lahko darujete. Z dobroto vašega srca naj se nocoj povežeta tudi potrpežljivost in vztrajnost. Če morda ne bo šlo prvič, drugič, če ne boste uspešni pri 3. klicu, počakajte na 4., privoščite si 5. 60 prostovoljcev čaka v 2 telefonskih studijih na to, da tudi vi zavrtite telefonski številki 01 512 25 00 in 01 472 0011 in prikimate prošnji. Na naši akciji pa so se odzvali tudi številni slovenski glasbeniki. Prva gostja že prihaja na oder. Z nami je Nuša Derenda. Zdaj poslušaj, da ti povem, daj dovoli, vsaj da začnem. Pod preprogo, dolgo skrito, mehovato, vse zavito. In ne boj se, manj se pozna, kadar resnica laž potepta. Mare se izbrati da in ni poguma brez strahu, le roko mu dajva. Končno priznajva, brez strahu, pred bolečino, sivo praznino. Vidva sva, kot dan in noč, reka brez jezu, resnici v oči, poglejva brez strahu. Vsak v sebi nosi ime, ki užge se srce. Morda bolečina izbrala me je, da jaz bom tebi tisto ime, ki pred svetom skriva se in ni poguma brez strahu, le roko mu dajva, končno priznajva, brez strahu, pred bolečino, sivo praznino. Reka brez jezu, resnici v oči,
pa kako se stavila na čas. V dobri veri sva upala, da bo našel glas. Prepozno je že, na napačno stran stopil je. Mostove zrušil se in ni poguma brez strahu. Vidva sta, kot dan in noč, reka brez lesu, resnici v oči, poglejva brez strahu. Resnici v oči, poglejva brez strahu. Dober večer vsem iz Teledatovega klicnega centra. Že od 19. ure naprej na telefonski številki 01 512 25 00 zvonijo telefoni. Tukaj je več kot 30 članov Društva onkoloških bolnikov in njihovih prijateljev. Zapisujejo vaše podatke in pa darove dobrotnikov, ki jim bo društvo v naslednjih dneh poslalo položnico. Vsa zbrana sredstva se bodo namreč zbirala na posebnem računu Društva onkoloških bolnikov, ki bo potem denar namenilo za povsem določena obnovitvena dela. Predvsem tista, ki bodo v najkrajšem možnem času bolnikom v resnično korist. Verjamemo, da bo šel zbrani denar v prave namene in da nam bo društvo skrbno polagalo račune, kako so porabili zbrana sredstva. Sicer pa sem z boleznijo, ki rečemo rak, tudi osebno povezan. Tu imamo družinsko obremenjenost, lahko bi rekel, to imamo v družini, ampak rad bi povedal tole. Človek doživi dva šoka. Prvega, ko zve diagnozo in drugega potem, ko pride v stavbo C na onkološki inštitut. Tam v zares nemogočih razmerah bivajo bolniki, prav tako pa je težko delo za medicinsko osebje, za zdravnike in za strežno osebje. In živimo v zelo lepi deželi, prav bi bilo, da bi bilo to rešeno že na drugačen način, pa vendarle zdaj stopimo skupaj in pomagajmo. 01 512 25 00 je telefonska številka v Teledatovem klicnem centru, kjer bodo dobrotnike zapisovali do 22:30. No, ker pa je za takšno akcijo nekaj več kot 30 operaterjev premalo, smo dodali še 30 prostovoljcev, ki čakajo v predverju 1 televizije Slovenija, v predverju Studia 1 in zato še druga telefonska številka, ta pa je 01 472 0011. In že lahko povem, koliko sredstev je zbranih do zdaj. Do zdaj ste zbrali 29 495 evrov, kar je zelo, zelo lepa vsota za začetek in dobra številka za spodbudo. Zdaj pa se sliko in tonom vračamo nazaj v Studio 1 televizije Slovenija. Tam je Ivan Hudnik, ki nam bo s pesmijo in glasbo podaril novo upanje. Upanje je tisto, ki ga potrebujejo vsi, ki se srečajo s to boleznijo. Izvolite. Ko se te potegne vase, ko žalosti ta vaš okrog. Spomni se na dom in čase, ko bil si še majhen otrok. Novo upanje spet v srcu gori. Zame, zate, za vse dobre ljudi, za vse mame brez doma in zanj, ki se že jutri rodi. Novo upanje za vsak kamen v srcu, za novo upanje, naj se solza spusti, za vsako novo življenje,
ljubiti. Preveč je že bilo gorja, hotel vse bile ljubiti, tudi vas, ki ni vam mar solza. Novo upanje naj dan prinese, sem, ki brez doma ste ostali, in tebi, ki se boš na svet rodil, za vse, ki ste ljubezen drugim dali. Novo upanje za vsak kamen v srcu, za novo upanje, naj se solza spusti, za vsako novo življenje, naj novo upanje spet zagori. Novo upanje za vsak kamen v srcu, za novo upanje, naj se solza spusti, za vsako novo življenje, naj novo upanje spet zagori, 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 naj novo upanje spet zagori. Hvala lepa. Ivan Hudnik in tudi naš Janez Dolinar se nam bo tekom oddaje še nekajkrat oglasil iz našega klicnega centra, kjer že pomagajo številni prostovoljci. Z Juretom sva pa tudi že v dobri družbi. Z nama je primarij dr. Marija Vegel-Pirc, predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Pravzaprav društva, ki ima kar pomembno vlogo tudi za bolnike. Ja, društvo ima kar lepo tradicijo že. Ustanovljeno je bilo leta 1986 z namenom, da nekako aktiviramo tiste pozitivne energije, ki so v ljudeh, ki so preboleli raka. Torej, društvo združuje bolnike, njihove svojce, prijatelje, skratka vse, ki bi želeli kakorkoli pomagati pri reševanju problematike raka. In seveda vas družijo številne aktivnosti znotraj društva. Ja, pred mnogimi leti je bila že beseda rak tabu, tako da so bili prvi dobro rehabilitirani bolniki, ki so imeli toliko poguma, da so javno nastopali, da so pričevali, smo začeli izdajati svoje glasilo, pa še druge publikacije, govoriti in učiti o raku, predvsem pa tudi razvijati prostovoljno delo, da bi ozdravljeni bolniki pomagali na novo obolelim, jim pomagali do novega upanja in lajšali soočanje z boleznijo in njenim zdravljenjem. No in danes se je društvo dejansko razpletlo v eno zelo razširjeno mrežo močno povezanih ljudi po vsej Sloveniji. Ja, rak je pač povsod. In povsod se ljudje radi družimo. In skupno, čeprav je rak tista skupen motiv za druženje, nekako v teh skupinah za samopomoč in prostovoljci so pravzaprav pričevani življenja. Ker rak, ko se sooči z boleznijo, lahko tudi globlje pogledaš vase, se odpreš drugemu in skratka zaživiš bolj plemenito življenje. No, vi ste sami zdravnica, ki se ves čas svoje kariere sooča z bolniki, obolelimi za rakom. Se še spomnite prvega dneva, ko ste stopili v to znamenito stavbo C onkološkega inštituta? Spomnim, čeprav je
Letos mineva točno 40 let, ko sem začela kot pripravnica na Onkološkem inštitutu. Sprva za določen čas in najbrž ni naključje, da sem tam ostala. Tudi se je ponudila možnost, da sem uvajala novo dejavnost, psihoonkologijo. In ravno to raziskovanje tega področja je dalo to pobudo aktivirati sile, ki so v bolniku. V vsakem človeku je ogromno energije, včasih zdravi pravijo, če bi pa mene to doletele, ne bi zmogel. Bi. V nas so sile, ki delajo za nas. Povejva še, namreč v tej stavbi C so seveda še vedno bolniki. Ja, točno pred enim letom, ko smo vsi upali, imamo končno nov inštitut, da bo prostora za vse bolnike, pa so ostali ravno tisti, ki so mogoče še najbolj potrebni nekega udobja, kvalitetne nege, in to so bolniki s pljučnim rakom in pa tako po domače pravimo paliativa, to pomeni paliativna oskrba, to je pomoč tistim bolnikom, kjer je bolezen zelo napredovala, specifično onkološko zdravljenje ne pride več poštev, zelo pomembno je pa pravilno lajšanje bolečin in druga oskrba. No, mislim, da sploh ni potrebno naštevati razloge za to akcijo, tudi vi ste ena glavnih pobudnic in prepričana sem, da bomo nocoj zbrali kar dobro vsoto. Mislim, da lahko skupaj nekaj naredimo takoj, ker bolniki potrebujejo takoj pomoč. In če bo to boljša postelja, če bo to nekaj udobja, bo že veliko. Veliko bolje. Hvala lepa za vaš obisk. Jure. Hvala lepa obema. Zdajle v teh besedah gospe primarije je bilo kar nekaj iztočnic za naslednjo napoved. Rekli ste, da ste v društvu povezani vsi, ki bi radi pomagali pri premagovanju raka. Danes je torej društvo, upamo, da naraslo na stotine tisoče, 100 tisoče, kar se bo, upamo, merilo tudi v vaših dobrih delih nocoj, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, poslušalke in poslušalci, v vaših darovih. Spoznali smo razloge, zakaj nocoj stopamo skupaj, zdaj veste, zakaj zavrteti, odtipkati 01 512 25 00 ali 01 472 00 11. Naši prošnji za sodelovanje in pomoč vsem, ki pomoč potrebujejo, sta se nemudoma takoj ob prvem klicu odzvala tudi naslednja glasbena gostja, svetovno znana operna in koncertna solista, sicer pa brat in sestra, mezzosopranistka Bernarda Fink-Incko in baritonist Marko Fink. V prvem skupnem nastopu nocoj bomo spoznali tudi, kako so argentinsko bogate njune slovenske korenine. Tranquilas ante el rojo sol que engaña. Se mezcló una luz extraña con la luz de tus pupilas. Quisiera poder trepar hasta la bóveda azul para envolverte en el tul que se extiende sobre el mar, para envolverte en el tul que se extiende sobre el mar. Quando el alba
luna, sogniamo sposi infinita. E la barca che dormita bajo un rayo della luna, quisiera grabar tus huellas sobre la brisa que canta y cercarte la garganta con un gran collar de estrellas y cercarte la garganta con un gran collar de estrellas. Bernarda in Marko Fink ob spremljavi pianistke Nataše Valant. V Sloveniji je skoraj ni več družine, ki se ne bi vsaj v svoji bližini spopadala z rakom. Tudi sama sem v zadnjih letih zahajala na Onkološki inštitut, tudi v stavbo C. V tem tednu sem jo prvič obiskala kot novinarka, ampak ne glede na to se iz nje vedno vračaš s podobnimi občutki. Ko je gospod Šturm? Dobro, na vodo ste šel, kaj? Jaz sem šel. Žal je to čisto na koncu hodnika, je sicer malo nerodno, gre pa, ne. Mi smo zdaj na oddelku C Onkološkega inštituta. Večina bolnikov v tej stavbi so bolniki s pljučnim rakom. To zdravljenje je danes bistveno bolj uspešno, kot je bilo samo 10 ali pa 15 let nazaj. Nažalost se pa pogoji za zdravljenje niso čisto v ničemer spremenili. Tale C-stavba, se ste verjetno že sami videli, je kar nujno potrebna obnove. Že ko stopiš v vanjo kot bolnik, ki si že čisto na tleh, zaradi bolezni, ki veš, da je nekakda dan danes za velikimi vprašanji čisto ozdravljiva, in ko stopiš po stopnišču, imaš občutek, da že greš med odpisane, ker že ta stavba je res odpisana, ne. Mislim pa, da če se s kamero sprehodite, bo no comment več kot dovolj. Dober dan. A spet ne dela zvonc? Bom jaz probala. Žal je zelo stara, dotrajana že na ta električna napeljava. Žal, kot vidite, imamo tukaj zelo slabo opremo. Tako bolniške postelje, kot recimo tudi nočne omarice. Žal, nimamo garderobnih omar. Na te črpalke dajemo mi vso kemoterapijo v bistvu. Sam na žalost imamo teh črpalk veliko premalo. Želeli bi si vsaj za vsakega pacienta eno svojo črpalko. Z dvigalom moram priznati, da se nerada vozim. Je samo eno dvigalo, drugo zelo staro, velikokrat se kvari. Tukaj vidimo pa table, ki nekaj povejo o tej stavbi, o zgodovini hiše, in sicer da je od leta 1895 v tej stavbi že bolnica. Zanimiva je tudi druga tabla spodaj, ki kaže, da je bila stavba obnovljena leta 1972. Lahko samo rečem, da si želimo pod to še tretjo tablo, kjer bi pisali, da smo jo ponovno v zdarovi obnovili, in sicer leta 2009. Ko smo pa sem prišla, je pa grozen občutek. To je pa tak grozen občutek, glih tako te bi dali v mrtvašnico. Glede na to, da smo mi nekateri skoraj cel dan v tej postelji. Danes snemate lepo posteljo. Tam so še zlamane postelje, in če je gužva, preletiš v zlamane postelje, ki imajo luknje, tako da so nujno potrebne postelje. Mnogo stvari me moti. Stranišča, ko je za celo tale hodnik eno stranišče, ena kopalnica. Rečemo, da še v tem našem stoletju obstaja takale stavba, pa da moji ljudje v takmu delati. Sramota.
Ja, televizija to zmore, gledalke in gledalci ste videli, poslušalke in poslušalci slišali, pa je bilo kljub temu zgovorno. Zakaj je nocoj pravzaprav nujno, da stopimo skupaj in darujemo v pomoč. 01 512 25 00 in 01 472 0011. Za vsako dobrodelno akcijo je pomembno in prav tudi pri, iskreno rečeno, nagovarjanju pomaga, da sproti pogledamo, kako nam gre. In nocoj se nam tule, čeprav tema ni kdo ve kako radostna, razleze na smeh. Širok, tudi zdajle. Do tega trenutka ste, spoštovane in cenjeni, darovali 49 000 evrov. Vsem in vsakemu hvala lepa. Tistim, ki še razmišljate, pa še je čas. Prosimo. Nocoj pa želimo vliti nekaj več upanja tudi vsem tistim, ki se borite z rakom in navsezadnje tudi ostalim, ki nas ta bolezen lahko morda še doleti. Tako je na tem mestu pozitivna misel. Rak ni nujno vedno samo smrt, lahko pomeni nov začetek, še ena priložnost za boljše življenje, kjer bomo bolje mislili nase in na svoje zdravje. Ja, kot pravi Mojca, pozitivna misel, ne bo nocojšnji večer pravzaprav en tak pozitiven večer. Zmore prinesti upanje, vedrino, smel, radosten pogled vnaprej. Res, zmore. Tako kot glasba. Zdaj bomo preverili, kako dobro ji gre. S titrami, ki jih bo ubiral Tomaž Plahutnik v Venčku narodnih. V naši družbi pa je sedaj še ena zmagovalka, Danica Lindič, še ena pozitivna punca. Danica, kdaj smo premagali raka? 10 let nazaj. 10 let nazaj. Mi je uspel ta veliki met. Prav lepo. To so tudi z dr. Veglovo sva že malo omenili tiste čase, ko dejansko rak je bil včasih še večji tabu kot danes.
Ja, žal je še vedno pravzaprav ni tako, bom rekla, da lahko ljudje preprosto govorijo s tem, ker se vedno vsakemu kar malo začne tresti glas, zdaj mogoče meni malo otreme. Sicer je pa to tako, da ko se pogovarjajo ljudje o tem, eni pravijo, ja, kar se ne bi, ne, ampak je pa vedno več takih ljudi, kot smo tudi mi, bomo rekli, ki smo preboleli to bolezen veliko, ko se želimo o tem pogovarjati in pomagamo tudi tistim, ki padejo v to situacijo, da morajo zvedeti, kaj še kaj dobrega narediti za sebe, kako se na katere stvari biti pozorni, kam se obrniti in to je to. Zato tudi delamo na tem tudi v društvu. No, sami ste tudi članica društva, aktivni, pomagate drugim. Povejte, kako pa vam je ta bolezen spremenila samo razmišljanje, sam način življenja? No, jaz sem, hvala Bogu, kar optimističen človek vedno bila in sem potem, zdaj sem še bolj, ko vidim, da pravzaprav, če človek lahko premaga raka, potem pa še kaj drugega tudi, tako da tu nikaj, ne. Spremenila mi je toliko, da nekako potem sebe postavimo v prvi plan. Nismo več tisto, ja, pa bo to za druge, pa ono za druge, potem si pa vprašaš, aha, kaj bom pa zdaj naredila za sebe? In tu mislim, da je pomembno, da se sebe vprašamo, kaj lahko izboljšamo na sebi. In to je to. Vi ste imeli izkušnjo s stavbo C? S stavbo C nisem imela prav sama izkušnje, vendar sem pa zelo veliko mojih, bom rekla, znank, žal nekaj je tudi že pokojnih, obiskovala tam. In resnično, ko prideš v tisto stavbo, ko bi se ti nekaj podrlo na glavo, imaš tak kar tesen občutek, tesnoba te nekako v prsih zagrabi, ker to je res stavba, ki nekako moreče deluje na ljudi. Najbolj žalostno je pa to, da mislim, da v Sloveniji ljudje mislijo, da so se vsi ljudje že preselili v novi onkološki inštitut. Žal to ni res. In to vedno znova ugotavljam, da res ne vejo, da so tisti bolniki, ki so še potrebni te oskrbe, ki so zelo hudi bolniki, še vedno tam in oni so še na teh bogih posteljah, kateri se matrajo in oni sami in osebje, ki verjamem, da bi jim rado pomagalo, vendar žal so razmere take, da resnično ne gre in v ta namen je tudi vse ta naš današnji, mislim, da bi rekla, ta koncert. Ja, drži. V ta namen je tale naš nocojšnji koncert, naš skupni večer. Slišali smo gospodanico Borko, zdaj že zmagovalko, lepo je 10 let krasno slišati in tudi videti, žarevalega je optimizem. Tudi mi smo ga nocoj deležni zaradi lepe krasne številke vaših darov, odprtih src in prikimavanja. Telefonsko številko smo nekajkrat že ponovili, pa jo bomo tudi zdajle. 01 512 25 00 prva, druga pa 01 472 00 11. Odtipkajte, zavrtite, kot rečeno, zato, da bodo zmagovalci in zmagovalke lahko zmagovali v človekovrednem okolju, bivalnih okoljih, ki gredo takemu boju. Na svoj nastop pa v nocojšnjem večeru zdaj že čakate spet dve glasbeni imeni, ki boste prinesli še morda nekaterim spomin na krasen film, drugim spet željo, da bi si ogledali muzikal. Govorimo o Moje pesmi, moje sanje, muzikalu s takim naslovom in danes spojemo in hkrati sanjamo celo več kot to. Sanje že tudi dosegamo z vašo pomočjo. Ostanite ob naši strani ta večer, še napoved izvajalk. Nuška Drašček in Simona Vodopivec Franko. Predaš se mu in posvetiš.
vsak dan in vsak dih, ves čas dokler živiš. Čez vsako goro, prek vseh ovir, pojdi dokler končno predaš sebo in posvetiš. Vsak dan in vsak dih, ves čas dokler živiš. Čez vsako goro, prek vseh ovir, pojdi dokler končno le prispeš na cilj. Hvala lepa. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Televizija Slovenija in Radio Ognjišče nocoj pripravljamo akcijo Stopimo skupaj, v kateri zbiramo sredstva za prenovo stavbe C Onkološkega inštituta v Ljubljani. In medtem, dragi Jure, ko mi dvigujemo razpoloženje v studiu z glasbo, se tudi dviguje že naša vsota. Imamo nov znesek, do sedaj smo uspeli zbrati 86 000 evrov. 86 000 evrov za stavbo C. Bravo, krasna številka. Krasna številka, ki kaže pot naprej temu večeru, pot upanja. In z upanjem gledajo v svet tudi borci z rakom. Takole je nekdo zapisal. Zapisala, mislim, da bo še bolj prav. Zdaj je primeren trenutek, da nakrmim svojega sultana. Ne, to ni naš pes, pač pa neko zlobno, sovražno bitje, ki me je ujelo v svoje mreže. Vsak dan mu moram povedati zgodbo, če se želim obdržati pri življenju. Če bom vzdržala 1001 dan, me bo izpustil na svobodo. In v tem primeru svoboda pomeni življenje. Za čim več življenja in naj še enkrat ponovimo obe telefonski številki, na kateri lahko darujete. Torej 01 512 25 00 in 01 472 0011. Živijo, moje ime je Jaka Jakopič. Pred natanko 6 leti sem končal z zadnjimi obsevanji. Direktno iz igrišča sem se podal v bolniške vode, se srečal s to boleznijo imenovano rak. Nisem ga vzel za svojega sovražnika, ampak kot slabši del mene. Tisti trenutek najhujše, ko zveš, da imaš diagnozo, da so ti postavili diagnozo rak. To je najhujše. Da se sprijazniš s tem, ker takrat vidiš samo smrt. Potem se začneš pa boriti. Nahajamo se v kapeli na Onkološkem inštitutu. Ko pridem na kontrole ali čisto tako grem mimo, prideš notri, da se iz tega vsakdanjega vrleža in to se tukaj dejansko umiriš. Ko zboliš za rakom, ni enostavno. Zboliš tako ti, kot telo in kot duša. In dušo je zelo težko pozdraviti. Telo potem pozdraviš preko kemoterapij, preko obsevanja, za dušo pa rabiš čas. Vem, ker sem jaz dobil raka, nisem vedel ne kam se obrniti, ne koga bi vprašal, kar se tiče moških, je res kar dost sramujejo se še. Mislim, da se še sramujejo. Vsi, ki so imeli to, so se skrivali, so vzemali bolniške, hodili na dopuste, le da ne bi vedeli njihovi najbližji, da so zboleli za rakom. In
Jaz pa to nisem mogel, ker sem pač taka oseba odprta in zato mislim, da mi je tudi lažje uspelo premagati, ker nisem imel enega bremena več kot vsi ostali. In sem se velikokrat vprašala, zakaj pa nekatere ženske tako skrivajo, zakaj je to še vedno tabu. Čim več se bo govorilo o raku, prej bojo ljudje bolj pozorni na svoje telo. Rešila me je trma, odkar sem prebolel raka, moram pa reči, da precej drugače živim. Prej sem bil mogoče dostikrat sramežljiv ali karkoli, nikamor nisem kaj tako, ne vem koliko veliko hotel ven. Zdaj ni zabave, ni dogodka, ki ne bi bil jaz zraven. In zdaj začuda sem začela pisati knjigo. Želim povedati, da rak ni vedno samo smrt. Da se z rakom, da se veliko raka zdaj že tudi pozdravi. Potem napišem, kako sem ga preživljala. Morda s tem nekomu dam neko upanje. Rak je samo nekaj dobrega, pa ne v smislu tega, da vsakemu privoščim bolezen, ampak vsakemu privoščim se zavedanja smrti, minljivosti in življenja v tem trenutku in da je to najbolj pomembno, da živeti zdaj. Zdaj sem pa vesela, da bomo zbrali sredstva za stavbo, ker tam so pa res, je še kemoterapija. Vsi, ko smo hodili, ko hodijo zdaj tja, vemo, kako je tam. In tudi, ko so ostali bolniki s rakom na pljučih in paliativna oskrba, da bojo tej prostori malo bolj, ne vem, malo bolj sončni, malo bolj lepi. Zgodbe o življenju. Življenje je pesem, pojijo. Življenje je igra, igrajo. Življenje je izziv, sprejmi ga. Življenje je sen, uresniči ga. Življenje je žrtev, daruj jo. Življenje je ljubezen, uži jo. No, to so besede osebe, ki je tudi zbolela za rakom. Naj nam da malo več upanja. Stopimo skupaj je naslov nocojšnje prireditve, zbiramo sredstva za stavbo C Onkološkega inštituta v Ljubljani in za vse tiste, ki ste pripravljeni darovati, naj še enkrat ponovim obe telefonski številki, torej 01 512 25 00 in 01 472, torej 01 472 0011. In z nami skupaj stopa morda tudi proti vašemu odzivu, če še niste prikimali in poklicali mezzosopranistka Bernarda Fink-Insko. Tokrat pevsko sama, vendar znova ob spremljavi pianistke Nataša Valent. Zapela nam bo Župančičevega Cicibana ob glasbi Josipa Pavčiča. Ciciban teče v zeleni dan, ptičica znanka v goščavi, vsak dan lepo ga pozdravi. Ciciban, 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 dober dan. Ciciban, 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 dober dan. Ciciban, kaj pa je danes? Čuj, kaj ti to ptička prepeva? Kaj ti to ptička prepeva? Čuj, po vsej Dobravi odmeva. Cicifuj, 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 fej in fuj. Ciciban misli, zakaj te fuj?
Cici fuj. Cici fuj. Bister potoček se vije čez plan, preko kremenov se vije, preko kremenov se vije. Bister potoček se vije čez plan, preko kremenov se vije, cici v njem se umije in ptička zapoje spit. In ptička zapoje spit. Ciciban, 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 dober dan. Ciciban, 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 dober dan. Dober dan. Drage gledalke in dragi gledalci, poslušalke in poslušalci, zdaj se vam oglašamo izpred dverja Studia 1 Televizije Slovenija, kjer je prav tako 30 prostovoljk in prostovoljcev, ki zbirajo vaše darove, višine zneskov in pa seveda vse potrebne podatke, tako da bo Društvo onkoloških bolnikov Slovenije lahko v prihodnjih dneh poslalo položnice na vaš naslov. Z velikim veseljem vam lahko povem, da ste do tega trenutka zbrali in se namenili darovati 115.000 evrov. Med nocojšnje prostovoljke in prostovoljce se je zapisalo tudi veliko znanih imen, ki jih na takšen ali drugačen način poznamo iz javnega življenja. Tukaj so umetniki, športniki, politiki, zdravniki, tudi medicinske sestre z Onkološkega inštituta, seveda vsi z namenom, ne glede na to, kdo je kdo, da nocoj naredimo nekaj dobrega. Zato vabimo še enkrat vse gledalke in pa gledalce, poslušalke in poslušalce, da darujejo na telefonski številki 01 512 25 00 in pa 01 472 0011. Torej, to sta dve številki. Zdaj pa bom za nekaj trenutkov zmotil tukaj dobitnika olimpijske medalje, našega nekdanjega alpskega smučarja, to je Jure Franko. Jure, dober večer voščim. Za nekaj trenutkov, Jure, bi vas rad zmotil, samo toliko, če nam poveste, kako poteka delo. Kako poteka delo tukaj? Lih sem gospodu moral razložiti, da bo moral za trenutek počakati in sem njemu tudi pomahal. Lejte, sej lahko sami ocenite, kako to delo. Mislim, da borzni posredniki tudi v teh časih, ki imajo krizo, nimajo toliko dela, kakor ga imajo danes prostovoljci tukaj. Pa se ljudje, glede na to, da ste tukaj tako rekoč sama znana imena, želijo še kaj drugega pogovarjati z vami ali zgolj povedo višino zneska in pač podatke, da se bodo lahko poslale položnice? Torej, nič drugega, kakor samo najbolj nujne stvari. To se pravi ime, priimek, naslov in znesek. Mislim, ni govora o kakšnih pogovorov, ker vejo, da težko pridejo na vrsto, zato bi tudi ob tej priložnosti prosil vse za potrpežljivost. Krasni ste, ker kličete, še kličete, ker to je fenomenalno, kar se tle dogaja. Hvala lepa, Jure, za zdaj. Takole so med drugim zapisali tudi tisti, ki so bolezen z rakom že preboleli. Znašli smo se v trdem primežu življenja, ne po svoji krivdi, a izmazati se moramo sami. Ker nam niso dovolj prisluhnili, želimo spregovoriti zdaj. Biti slišani in uslišani, brati in biti brani. Radi se družimo v skupini za samopomoč na izletu, praznovanju, na kavici. A največkrat se spopadamo s težavami kar sami. Ko pišemo, smo sami. Le zakaj potem tako radi pišemo? Da ujamemo trenutke, ki so nam morda podarjeni.
Prenesli bi radi sporočilo, ki nam ga je zašepetalo življenje. Šepet, ki ga razumemo samo mi. A vendar bi ga radi posredovali naprej, da bo vsem tistim, ki bodo hodili po naši poti, lažje. Da se bodo lahko izognili čerem strahu, skrbi in žalosti in ustvarjalno zaživeli kljub bolezni. Tako prostovoljke in prostovoljci bodo tukaj v predverju Studia 1 Televizije Slovenija zdaj seveda nadaljevali svoje delo. Vas še enkrat vabimo, pokličite 01 512 25 00 in 01 472 0011. No, junakom našega časa pa seveda nocoj pomagajo tudi glasbeniki. Zdaj nam bo potrkan ples zaigral kvartet Tulipan. Smo že zbrali več kot 100 000 evrov, 115 000 evrov je bila zadnja vsota. Doktor Brecelj, dobra novica po tem napornem delovnem tednu, upam, da tudi za vas. To je odlična novica, je pa tudi obveznost in za društvo in za zaposlene na inštitutu, da bomo ta denar res porabili tako, kot je treba. Pa najbrž tudi odgovornost še za koga drugega, da bo poklical na inštitut in povprašal, če bi tudi strani države potrebovali kaj pomoči. Vsekakor, ja. Z nami je dr. Erik Brecelj, sicer zdravnik kirurg tudi na Onkološkem inštitutu. Videli smo, strokovni direktor je že pokomentiral tisto steno s tablami. Zadnja obnova je bila leta 1972, stavbe C, tudi s prispevki zbranimi dobrodelno. Nekaj prostora bo še za novo tablo. Prostora je več kot dovolj, tudi za več tabel. Upam, da bo zdaj ta zadnja res takšna, da saj naslednjih 20-30 let ne bo več potrebno obnavljati stavbe. No, s kakšnimi občutki pa vi prihajate v to stavbo? Vidimo, da tudi razmere niso najboljše za zdravstvene delavce, na vse zadnje.
Jaz na srečo delam na kirurgiji, kjer je kirurgija preseljena v novo stavbo. Imamo nekaj bolnikov tudi v stavbi C in občudujem tako bolnike, še bolj pa tudi zaposlene, medicinske sestre in zdravnike, da zdržijo v takih pogojih dela. In mislim, da je prav njihova zasluga, da s prijaznostjo do bolnikov, s tem prisrčnim delom pripomorejo k temu, da bolniki zdržijo noter. Nocoj smo že kar veliko povedali tudi o raku, dobro je, da se govori čim več. Je to že bolezen, za katero najpogosteje umiramo Slovenci? Verjetno se približuje, da bo to bolezen v prihodnje, kjer bomo najpogosteje umirali. Moramo se zavedati, da je delež starejših ljudi, kjer največ ljudi zboleva, da se povečuje, da je tudi diagnostika napredovala, da se danes odkriva rake, ki jih mogoče niti ne bi odkrili pri posameznikih. Moramo pa tudi z druge plati videti, da prihajajo nova zdravila, da se rezultati zdravljenja izboljšuje, tudi v Sloveniji se izboljšujejo rezultati. To pomeni več bolnikov, ne samo več tistih, ki obolijo, ampak tudi več bolnikov, ki bodo hodili na kontrole na Onkološki inštitut, ki bodo naprej potrebovali zdravljenje. Zdravljenje postaja na marsikaterem področju kronično. Bolnike se ne bo zdravilo samo operacijo obsevanjem nekaj ciklusov kemoterapije, ampak bo trajala, kaže, da bodo terapije trajale več mesecev, lahko tudi v leta, in zato je prav, da se uredi prostorske razmere. Zakaj ta bolezen napada vse več mladih? Recimo tudi pri nas v našem prispevku je sodeloval Jaka Jakopič, ki ni edini, veliko mladih ljudi zboleva za rakom. Delež se povečuje, če bi znal odgovoriti na vaše vprašanje, bi najbrž dobil Nobelovo nagrado. Deloma je sigurno tudi izboljšana diagnostika. Nažalost so pa stvari marsikaj še neodkritega in v medicini neznanega, da bi lahko bolj vplivali na in preprečevanje bolezni in na zdravljenje. No, videli smo tudi, kakšne so razmere. Kaj je recimo najnujnejša stvar, ki bi jo bilo potrebno najprej obnoviti? Tukaj je vse nujno. Če ste se sprehodila po C stavbi, najbrž ni stvari, s katero bi bili zadovoljni, in mislim, da je nujno od bivanja do WC-ev, do bolniške opreme, do aparatur. Tukaj je nujno vse. No, vse zadnje tudi za osebje, ker vsi radi delamo v urejenem okolju. Veliko lažje je delati v urejenem okolju, veliko več napora je v takšnih razmerah. No, medtem, ko tu klepetamo, se naša vsota tudi že povišuje. Pa še nekaj glasbenih gostov imava, Jure. Ja, oboje drži. Hvala lepa obema tudi za tale pogovor. Znova smo ob pomoči dr. Breclja zdaj slišali spet za nove razloge, zakaj je prav, da nocoj prikimate, odtipkate, pokličete 01 512 25 00 ali 01 472 0011. Ponavljanje telefonskih številk je včasih lahko nadležna reč. Predvsem za tiste, ki poslušate, gledate, pa tudi za tistega, ki to počne, ampak nocoj ne, ker vemo, kakšen je namen tega ponavljanja. Zato dovolite 01 512 25 00 in 01 472 0011. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, televizija Slovenije in radio Ognjišče bomo zelo veseli, sicer pa bomo tam v senci veselih, najbolj veseli bodo tisti, ki bodo veseli nove strehe nad bolniško glavo. Svojim darom pa bo zdaj le svojo pesmijo z nami sodeloval tudi Edvin Fliser, ki nam bo zapel eno, ki je po naslovu vsaj resnična. Življenje takšno je. Do tvojega srca, resnica pa je ta, ti ne poznaš me, kot veter pohiti, tja kamor si želi, mogoče izgubi, ne vem. Požarek sonca jaz, lahko ujamem te, zaklenem v srce za vse življenje. Lahko ko čas beži, vse slabo preživi in zopet srečam te, usoda ve. Življenje takšno je, zdaj da zdaj vzame vse, najbolj
najbolj sopotnikov srce. Vsak dan živimo vsi za novo upanje, križišče srečnih dni in srečanje. Lahko objameš me, lahko pozabiš me, življenje bo naprej vrtelo se. Življenje takšno je, zdaj da, zdaj vzame vse, najbolj sopotnikov srce. Vsak dan živimo vsi za novo upanje, križišče srečnih dni in srečanje. Daš roko, da vse bo lažje šlo, če pa obrneš se, vse izgubiva. Lahko objameš me, lahko pozabiš me, življenje bo naprej vrtelo se. Življenje bo naprej vrtelo se. Hvala lepa Edvinu Fliserju. Ja, ker zdelo se nam je življenje takšno, da bo pesem govorila o resnici, o tem, kar se nam ljudem dogaja in ker življenje res tako pogosto jemlje, tudi nocoj to spoznavamo v pričevanjih, v pripovedih, predvsem pa nocoj spoznavamo, da tako pogosto tudi daje. Daje prek dobrih src, prek ljudi, ki radi kaj pogledajo, pa slišijo in se na to tudi odzovejo. Že več kot 2 uri sta odprti telefonski številki, ena je odprta več kot 2 uri, ena druga malo manj časa, sta pa 2, saj veste, 01 512 25 00 in 01 472 0011. In doslej, dragi dobri ljudje, ste darovali 152 000 evrov. Krasna številka, ki zdajle zasluži aplavz. Aplavz, ki je drugačne sorte aplavz, kot so ga televizijski studiji ponavadi vajeni. Tale aplavz zdajle kliče hvala, hvala, hvala in hkrati tudi 3-krat. Prosim, prosim, prosim. Vsem, ki se morda še niste odločili in prikimali, tako, tole bo zdajle drugič tale aplavz, 3. si predstavljate, 3-krat smo rekli prosim, prosim, prosim in zdaj Mojca, prosim. 3. smo pa pošteno zaslužili, 152 000 evrov, še vedno kličite na naši 2 telefonski številki, torej 01 512 25 00 in 01 472 0011. Vsi tisti, ki želite darovati. Medtem pa z Juretom, kamorkoli se ozreva, vidim oranžno. Ja, drži, zmagovalke, zmagovalci. Tako, obkoljeni smo s člani Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Mnogo izmed njih je tudi prostovoljcev, ki pomagajo in sedijo ob telefonih, dvigujejo slušalke, tudi mnogi znani Slovenci so se nam pridružili. Nekaj smo že nocoj spregovorili o Društvu onkoloških bolnikov Slovenije, ki povezuje vse bolnike ali pa vsaj tiste, ki to želijo, ki so oboleli za rakom. Znotraj tega društva deluje tudi nekaj zanimivih skupin, 18 skupin za samopomoč. Spoznali jih bomo nekoliko kasneje. No in v teh skupinah sodelujejo tudi prostovoljci, ki s svojimi izkušnjami pomagajo bolnikom in bolnicam obolelim za rakom.
No, zmagovalke in zmagovalci so tudi sicer, ampak nocoj jih je tudi videti še prav posebej dobro razpoloženi, nasmejani, posebej takrat, ko objavimo številko zbrane vsote doslej in verjamem, da bodo dobro razpoloženi in nasmejani, tako kot vi doma pred zasloni ali radijskimi sprejemniki, tudi zdajle ob naslednji glasbi, ki jo skoraj si mislim dobro poznate, pa tudi če ne, kadar človek vidi mlade obraze, pa sijoče nasmehe, pa tudi odrasle glave nasmejane in lepo pojoče, takrat pride veselje v hišo. Še enkrat se nocoj vračamo k družinskemu muzikalu Moje pesmi, moje sanje. No, vsezadnje vemo, da je za bolnike z rakom, kot tudi za vse ostale bolnike, največja in najboljša opora prav družina. Družinski muzikal, zato družina, zato smo tule stkali to vez. No in iz muzikala bomo zdaj slišali pesem, ki jo bodo zapeli otroci. Tudi v predstavi je tako. Najljubše stvari. Zapel nam bo otroški zbor delavnice Muzike. Mucke, pisani pirhi in topleski bunske, mali paketki in hitre sani, je nekaj od mojih najljubših stvari. Sirovi štrukli in beli prtički, zvonci in zvončki in čajni kotlički, jaka čez luno leteči gosi, je nekaj od mojih najljubših stvari. Bele oblikce in listovi srčki, sneg na vrh nosa in glinasti vrčki, dan ko se cel svet spomladi zbudi, je nekaj od mojih najljubših stvari. Ko me strah je, ko boli me, ko mi je hudo, se spomnim na svoje najljubše stvari, tako mi je manj težko. Rosa na rožah in puhaste mucke, pisani pirhi in topleski bucke, mali paketki in hitre sani, je nekaj od mojih najljubših stvari. Sirovi štrukli in beli prtički, zvonci in zvončki in čajni kotlički, jaka čez luno leteči gosi, je nekaj od mojih najljubših stvari. Bele oblikce in listovi srčki, sneg na vrh nosa in glinasti vrčki, dan ko se cel svet spomladi zbudi, je nekaj od mojih najljubših stvari. Ko me strah je, ko boli me, ko mi je hudo, se spomnim na svoje najljubše stvari, tako mi je manj težko. V okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije deluje 18 skupin za samopomoč. V teh skupinah delujejo prostovoljci, ki so že preboleli raka in s svojimi izkušnjami in nasveti pomagajo bolnikom po vsej Sloveniji. Ja, halo, Marjanči, živijo, kako si? O, živijo, a ti si? Ja, živijo, kje pa si v Ljubljani? Ja, no, veš, da sva imela spet čisto enake občutke, da smo se priklicali. Sem Vera Dvoršak, koordinatorka skupine za samopomoč Novo mesto. Vodim skupino, v kateri je okrog 50 članic. Sama pa delam to delo na prostovoljnem, zato ker sem sama zbolela za rakom, z večkratnimi ponovitvami in ker sem se odločila, da bi še komu drugemu pomagala in kaj naredila za druge. V okviru Društva onkoloških bolnikov je prav za ženske po operaciji raka dojke. Imamo po celi Sloveniji, po vseh 5 bolnišnicah, kjer operirajo raka dojke, smo prostovoljke dosegljive pacientkom. Na teh skupinah, 18 jih je po Sloveniji, smo vse, ki smo se soočile z rakom, smo ga prebolele. Sem Sonja Lozej iz Sežane, sem koordinatorka skupine Sežana, vodim jo 6. leto. Tukaj pač v teh skupinah predelujemo stiske in pa se naučimo obvladovati
to bolezen, ki ni tako enostavna in obvladovati ne samo bolezen, ampak tudi življenje, ki se nam po tej bolezni spremeni. V družini sem se srečala z rakom večkrat, z rakom je umrla pred leti sestra, pred enim letom je umrl nečak, ampak moram reči, da sem se preko skupine te, ki jo vodim, preko tega izobraževanja zelo veliko naučila. In tako, kot sem se naučila, tako sem lahko stvari urejala v družini in tudi s tistimi, kateri me hočejo poslušati. Pomembno je, da se naučimo bolezni, vse bolezni, ne samo rakave bolezni, gledati širšega vidika in te skupine, ki so tukaj, so zelo koristne, da se prav to učimo. Imamo tudi druge aktivnosti, gremo recimo na Kokoško vrh. Potem imamo razne izlete, križarjenje po morju. Pač sestavni del ni samo trpljenje, ampak je tudi druženje in veselje. Meni predstavlja delo eno posebno veselje, eno poseben občutek, da ne delam samo kot zdravnica v splošni medicini, ampak da lahko še z drugimi pristopi, z drugimi načini pomagam v tej borbi vsake posameznice. Rak mi je veliko vzel, to sem že večkrat povedala, še več mi je pa dal. Skozi te izkušnje, ki jih imam v življenju, sem se veliko naučila. Tudi za sebe narediti nekaj, da malo drugače živim, da se znam poslušati, da znam poslušati tudi druge, ki govorijo, pa jih včasih ne znamo poslušati, da ne delim samo na svetu, ampak mogoče nekoga sam poslušaš, pa mu s tem več dobrega narediš, kot drugi mislijo. Spoštovani poslušalci, spoštovani gledalci, v studiu sploh več ne uspemo spremljati vseh sod, tako hitro se menjajo, vse skupaj 183.000 evrov smo zbrali do tega trenutka. Nemir med oranžnimi majčkami, veliko veselja, ampak še ni vsega konec, še ostaja nam nekaj minut in tudi naše linije bodo odprte ta večer. Torej naj še enkrat ponovim obe telefonski številki 01 512 25 00 in 01 472 0011 za vse tiste, ki želite darovati in pomagati stavbi C Onkološkega inštituta v Ljubljani. Nocoj sva prebrala kar nekaj modrih misli. Nekaj malega pa še manjka. Nekaj malega, za spremembo jaz eno, dovoliš. Poglej, počutim se nekako tako, kot so se gladiatorji v rimskih arenah. Samo da tokrat prevladujemo gladiatorke, prave borke, zmagovalke. Življenje nam pošilja nasproti stvore čudnih oblik in dimenzij, pa če smo nanje pripravljeni ali ne. Vendar ne klonemo. Borimo se z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Tudi jokamo, molimo, ljubimo, odpuščamo, predvsem pa delamo, ustvarjamo, pišemo, rišemo. Tako pravijo o sebi članice, gotovo pa na moč podobno razmišljajo in pišejo tudi člani Društva onkoloških bolnikov. V njihovih prizadevanjih jim nocoj lahko pomagamo. Lahko tudi sicer, kot je prebrala Mojca, iz dneva v dan pišemo, rišemo, razmišljamo, skladamo, ampak nocoj pa lahko darujemo. 01 512 25 00 in 01 472 0011. Kot je rekla Mojca malo prej, tule kar ne moremo sproti slediti tem številkam, ampak taka zmedenost nam je všeč. Pomagajte, da bomo še zmedeni in ne vedeli, kako hitro gre in kam vse skupaj z vašimi darovi. Mojster za spodbudo. Nocoj prav pride. Imava še enega gosta, naši akciji prijazno pomaga tudi barotinist Marko Fink. Tokrat bo nastopil sam ob spremljavi pianistke Nataše Valant. Slišali bomo skladbo Stanka Premrla, Kmetiška. Ko sem prišel na tožni svet, usoda je dejala, naj to živite v znoju kmet, naj to živite v znoju kmet, kar bo ti zemlja
zemlja dala, kar bo ti zemlja dala. In niso položili me v posteljico leseno, in niso ogrnili me z odejco volneno. Odnesli so me na polje in v vršč cvetočodeli. Soglasi zagrnili me, uspavanko mi peli, uspavanko mi peli. In zrastel sem jaz trdi kmet in ljubim te goreče, ti rodni moj prekrasni svet, ves poln ljubezni sreče. Ti rodni moj prekrasni svet, ves poln ljubezni sreče. Še enkrat smo, drage gledalke in dragi gledalci, poslušalke in poslušalci, v predverju Studia 1 televizije Slovenija in zdaj vam lahko povem, da je zbranih že 191.000 evrov. Prav slišite, 191.000 evrov. Tukaj telefoni noro zvonijo in tega smo veseli, saj zbiramo pomoč za bolnike, ki jih je zaznamovala bolezen z imenom rak in ki se zdravijo v zares človeka nevrednih prostorih. Tukaj sta dve telefonski številki, ki jo ponavljamo že ves večer, 01 512 25 00 in pa 01 472 0011. Številki sta seveda še vedno na voljo. Tukaj je, kot rečeno, zelo glasno, noro, veseli smo tega in tukaj nasproti mene je tudi znan televizijski obraz Rosvita Pesek, ki jo bomo zmotili za nekaj trenutkov. Rosvita, pozdravljena, dober večer. Roke že kaj bolijo? Ja, pri številki 89 sem v tej dobri uri, pa še nekaj. Tole je precej drugačno delo, kot ste ga sicer vajeni v teh televizijskih prostorih. Je toliko hrupa, kot je nocoj tukaj in toliko volje do življenja še nisem videla. Tega smo veseli, a ne, in upajmo, da bo tako tudi naprej. Tudi jaz si upam, ker ljudje so silno prijazni, silno radi darujejo in sem zelo vesela te akcije. Hvala. Hvala, Rosvita. Če se sprehodim še malo po tej ozki uličici, gneči, kakorkoli rečemo, tukaj je tudi gledališki igralec Gregor Čošin. Gregor, pozdravljen, drugače je kot na gledališkem odru, ne? Ja, moram reči, da je zelo pestro, ja. Tempo je hud, to je huda predstava. Kje je bolj vroče, tu ali tam, kjer igrate predstave? Moram reči, da je tukaj bolj vroče, tega nisem vajen, na odru se lažje znajdem kot tukaj, nisem še imel vloge telefonista, prvič. Ampak dobro vam gre, ne? Dobro gre ljudem, tako da hvala vsem. Seveda hvala in še samo za trenutek Pija Brodnik, operna pevka, upam, da se bo pustila zmotiti. Pija, samo trenutek, prosim. Zdajle smo direktno vklopljeni, pa prosim, če poveste vsaj besedo dve našim gledalkam in gledalcem, poslušalkam in poslušalcem. Zelo sem vesela, da lahko prispevam ta svoj čas za to. Prosim, kličite, če ne morete takoj dobiti, vas bomo počakali. Hvala lepa, Pija. Torej še enkrat številki 01 512 25 00 in pa 01 472 0011.
Pri snovanju veznega besedila smo si za nocoj večkrat sposodili besede članic Društva onkoloških bolnikov Rozalije Pjuci, Milene Mramor, Ljubice Klun, Viktorije Mrzdovnik in Mojce Vivot Zor. Te gospe nam sporočajo tudi tole: verjemite, bolezen je iz nas naredila borke in borce, usmerjene ne le k enemu cilju ozdraviti, premagati zahrbtno bolezen in čim bolj normalno in celo ustvarjalno živeti. Pač pa tudi ustvariti pogoje, da bo naše zdravljenje in zdravljenje vseh tistih, ki bodo še prišli, boljše, učinkovitejše in prijaznejše. No, in pri tem nas moti vse tisto, kar bi motilo tudi vas, če bi se znašli v našem položaju, če bi trpka usoda potrkala na vaša vrata in v vaša srca. V predverju Studia 1 televizije Slovenija bodo seveda telefoni še dolgo zvonili, če boste le vi klicali. V sosednjem studiu, v Studiu 1 nacionalne televizije, pa je že pripravljena plesna skupina Mojce Horvat, ki nam bo zdajle zaplesala delček iz zelo uspešne predstave Pika Nogavička. Poglejmo. Na robu majhnega mesta leži star zapuščen vrt. Sredi vrta stoji hiša in v njej stanuje Pika Nogavička. 9 let je stara in v hiši živi čisto sama. Mama ji je umrla, ko je bila še čisto majhna. Pika verjame, da je njena mama sedaj v nebesih in gleda na svojo deklico skozi špranje v oblakih. Pika večkrat pogleda gor in ji pomežikne. Nič ne skrbi, bom že sama opravila. Je bil kapitan in z njim je jadrala tudi Pika, dokler ga ni enkrat med viharjem vrglo s palube in je izginil. Pika je prepričana, da so ga valovi vrgli na otok, kjer je postal zamorski kralj. Moj oče si bo stesal ladjo, prišel bo pome, odpeljal me bo seboj in bom zamorska princesa. Fantje, to bo imenitno! Čiračara sta tu še en vrt in ena hiša. V njej stanujeta oče in mati z 2 prijetnima otrokoma. Dečku je ime Tomaž, deklici pa Anica. Prej sta večkrat postajala ob vrtni ograji. To je pa res neumno, da se v sosedovo hišo nihče ne vseli. Ja, kdo ki bi imel otroke, da bi se lahko igrala z njimi? Mar ne živimo v svobodni deželi? Sicer pa v Egiptu vsi tako hodijo. Me zanima, kaj bi dejal, če bi hodila po rokah, kot to počnejo v zadnji Indiji. Zdajle pa lažeš. Maš prav. Včasih se malo zlažem, ampak kako naj govori resnico otrok, ki je svoj živi dan jadral po morjih? Kljub temu pa smo lahko prijatelji, kaj ne?
konjico? O, presneto, saj imaš konja na verandi. Vsi konji, ki jih poznam, stanujejo v hlevu. V kuhinji bi mi bil samo vanapota in v spalnici mu ni všeč. Sicer pa, a sta kaj lačna? Povabim vaju na zajtrk. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, poslušalke in poslušalci, oddaja Stopimo skupaj se bo čez nekaj minut končala. Naj pa nas ta misel spremlja tudi v prihodnje in ne pozabimo na tiste, ki so naše pomoči zares potrebni. In še najnovejši podatek, skupaj ste do zdaj darovali 230 000 evrov. Bravo. Hvala lepa vsem. Kot je rekel Gregor, bila je huda predstava. Vesela sem, da smo zbrali to krasno vsoto. Jutri je ponovitev oddaje ob 13:20 na prvem programu Televizije Slovenija. Obe telefonski številki bosta ponovno odprti za vaše darovanje. Naj jih samo še enkrat ponovim, 01 512 25 00 in 01 472 0011. In vesela sem, da smo nocoj več spregovorili tudi o raku. Ponavadi se tudi biografije znanih osebnosti vedno končajo nekje, ko človek zboli, kot da po bolezni ni ničesar več. Nocoj smo spoznali, da je lahko tudi drugače. Ko smo se pripravljali na tale dobrodelni večer, smo upali, da bomo ob tem, da smo stopili skupaj, da bomo v tem uspešni, predvsem z vami, gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, da bomo tako visoko priplezali že v času same oddaje, verjetno nismo upali na glas pomisliti, pa smo prišli. Pa naj tole ne bo le sklep in konec, ne bo nadaljevanje. Še tega večera videli smo, da je bilo tam še neke rezerve, ne Janez, neke moči so še imeli. Mislim, da še precej. Ja, izkoristimo jo in zavrtite 01 512 25 00 ali 01 472 0011. Dragi vsi, ki ste tole danes gledali ali poslušali z mislijo, ja, tudi meni se je zgodilo, postanite zmagovalka, zmagovalec in ko bo zelo bolelo, se spomnite na tale večer, niste sami, držite se. Lahko noč s pesmijo, Nuška Drašček prihaja, no na mesto zadnje vejce ali pike pa 512 25 00 472 0011 v akcijo Lahko noč. Da sem kot galeb, zletim, ko kliče mene bo, tvoj objem še vedno nese me. Pusti mi, da to iz ljubezni naredim. Nora sem, da te ljubim, 5 korak svobodo zaprl bi, krila odrezal bi. Kaj mi krila